Torej, tako, ne, to, kar sem povedala, pač, da bom se zožila, ne, bo predvsem na izobraževanje in seveda v tem ugotovila, koliko je ta politika tudi za področje šolstva in izobraževanja demokratična, odprta in spoštljiva, ne. To bo že držalo, ampak res na področju izobraževanja. Tukaj imate pred seboj en citat, ki mi je zelo všeč, ker je nastal iz pač sodelovanja s Trimom, s profesorjem Trimom, pokojnim John Trimom, ki je bil veliko pomoč Sloveniji, ne. On je takrat pomagal tudi pri prevodu ravni Praga in je ves čas nas podpiral. In tu govori, kako obsežno znanje so in izkušnje, ne, ki jih prispevamo mi, učitelji oziroma raziskovalci v širjavo evropskega ekspertnega znanja, ker s tem uresničujemo vizijo mednarodne edukacije, ne. Tako da vsak Evropejec pravzaprav od predšolske skozi primarno in sekundarno in visokošolsko izobraževanje bi lahko razvil sposobnosti in samozaupanje, ki bi mu pomagalo soočiti te številne izzive, ne, iz 21. stoletja. Torej, ta citat mi je izredno drag, zato sem ga tudi napisala. Kaj pravzaprav lahko povemo, ne? V tem uvodu bom nekaj pač se dotaknila nekaterih pač temeljnih pojmov, pa tudi mogoče področji, potem pa seveda bom šla pa še na specifiko, ne. Kakšna bi bila ta temeljna vprašanja, ki si jih postavimo, ne? O čem razmišljamo, kaj se bomo vprašali na to temo, ko bomo potem, upam, imeli neke diskusije, kateri je čas našega pač prostora, dogajanja in kakšni so postulati sodobnega sveta na področju jezikov, potem kaj je posameznik kot unikum v tem in kaj je kot družbeno bitje in kaj je šola v tem prostoru. Predvsem, če gledamo skozi zgodovino, moramo povedati, da je bila Slovenija vedno dvojezična, ne, večjezična, ne. Jaz se spomnim samo doktor Pogorevčeve, ko sem zagovarjala doktorat, kako je bila pač nekako skeptična, da sem se dotaknila slovenske, italijanske dvojezičnosti, češ da je bila tudi obstajala seveda madžarsko-slovenska vedno, pa tudi avstrijsko, nemško slovenska. Pa tukaj pri naših seveda področjih je pač tu bila Serenissima, pač je bil Napoleon z ilirskimi provincami. Skratka, Slovenija je bila res prostor stikov, neko križišče, ne. Zdaj, novi integracijski proces in pritiski so seveda te stvari spremenili, ne. In lahko se vprašamo nek trenutek, ne, ali bo ta identiteta, ki nas veže na slovanstvo, ne, na evropskost, res lahko se spreminjala tako daleč, da bomo imeli pač neke identitete posameznika, ki bo to pač plurima, ne, ki bo več dimenzij imela, ne. Učenje jezikov je seveda zelo pomembno, ne, in torej, kakšni so ti postulati, kaj pravzaprav to pomeni, ne, učenje jezikov, ne vem, ali imam že na naslednje, ne, nisem še prišla do tam. Učenje jezikov seveda je zelo pomembno in to kaže na to, da smo Slovenci bili vedno nadarjeni za jezike. Poznamo ogromno ljudi, ki so seveda tudi poligloti, veste, da poliglot je tisti, ki zna vsaj 6 jezikov, ne. Torej, že jaz težko rečem, da bi bila to, ker nisem, ampak nekateri so pa res neverjetni, ne. Poleg tega pa tudi naši dokumenti, ustava in tako naprej zagotavlja, da se poleg tega, da ohranjamo nacionalne identitete in jezik, ne, v 61. členu ustave imamo tudi uporabo jezika v javnosti, tudi 62. člen iste ustave. Poleg tega imamo tudi v sami ustavi in posebnem zakonu pravice manjšin. Potem imamo nebroj nekih dokumentov, ki smo jih podpisali v zvezi z povezovanjem z Evropsko skupnostjo in svetom Evrope, ne. Torej, resnično je ena sama, bi rekla, pri nas primanjkljaj bolj kot drugo, ali pa je že napaka, ne, da pravzaprav do tujcev pa nimamo čisto pravega odnosa, vsaj glede, se opravičujem, če bom kaj povedala, da se ne soglaša z javnim mnenjem, ali pa da ne soglašate vi, vas bom lepo prosila, da seveda ugovarjate, samo spomnimo se izbrisanih, ne, to je nek manjši ali večji madež pač na ponosu Slovencev, ker to res ni pokazalo se ne empatije, ne volje po sobivanju.
kar pa pravzaprav določa tudi prvi člen Konvencije o človekovih pravicah. Vendar pa smo že zelo zgodaj imeli precej dober odnos do medkulturnosti, do medsebojne strpnosti in spoštovanja, kar nam pove Bela knjiga o izobraževanju iz 96. leta. Takrat smo bili res zadovoljni s to belo knjigo, mislim, da nova bela knjiga veliko manj temu posveča pozornosti, vendar kot vidimo, takrat je bilo posebej poudarjeno, da naučiti se medsebojne strpnosti, spoštovanja človekovih pravic, seznanjati se s kulturnimi in civilizacijami na vseh ravneh šolskega sistema. Torej, potrebno pa opozoriti na to, da je razmejitev med našo, njihovo, tujo, nacionalno, popularno in tako naprej vprašljiva. Torej, te diskusije seveda so včasih bolj rezultat političnih elit, ker se politika obrača in včasih je politika bolj naklonjena odprtosti, drugič je manj naklonjena. In takrat seveda se tudi stvari spreminjajo celo v dokumentih, ki jih ima Slovenija. Koliko pa uzakonjenega, to se vedno sprašujemo, to bo sigurno mi pritrdila tudi kolegica Albina, da smo se večkrat vprašali, tako piše, tako je določeno, taka je zakonodaja in vendar koliko tega se pa res udejanji. In pogosto ustvarjamo to iluzijo, da smo resnično tako visoko dosegli te standarde, ker ko preberemo število neuresničljivega, nas pa resnično zaskrbi. Torej, v tem primeru seveda moramo govoriti o strateško-političnih odločitvah jezikovne politike, tudi evropske politike, tudi domače politike in kakšna je ta politika. Kaj pomeni pravzaprav vse to? Narodna pripadnost, odnos do lastnega jezika, odnos do drugih jezikov. Predvsem gre torej za odnos med jezikovnimi in etičnimi skupnosti, tistimi, ki prebivajo v tem teritoriju Slovenije in tistimi, ki prebivajo drugje, Slovenci po svetu, Slovenci v zamejstvu. Torej, kakšni so odnosi? Več projektov, kjer sem sodelovala, smo to raziskovali, marsikdaj smo bili zapropadeni nad tem, kar smo našli, namreč ti odnosi niso bili vedno najboljši. Poleg tega, da je seveda jezik sporočansko sredstvo, da je pravzaprav tisto, kar nas opredeljuje kot družbeno bitje, danes ni več dovolj. Govoriti samo jezike, tako brez vsake konotacije, kakšna je kultura naroda, katerega jeziku govorimo, kakšne so razlike med temi narodi, pomeni, da je to nekaj več, da je to jezikovna medkulturna komunikacija, se pravi, da je odnos ne samo do jezika, ampak tudi do vsega, kar jezik opredeljuje, zelo pomemben. Potem pa seveda gre za jezikovno načrtovanje. Jezikovno načrtovanje obstaja seveda v naših dokumentih, gre za status jezikov, bodisi v izobraževanju, bodisi v družbi, bodisi v sami komunikaciji meddržavni in znotraj države, za izbor in obseg in vsebino. Torej gre za neko določanje njihovega pomena v našem družbenem življenju. Vključuje seveda marsikaj, vključuje družbene, ekonomske, politične razsežnosti, ki jih ima nek status jezika. V tej izbiri je seveda marsikdaj odločilna politična in družbena premoč neke skupine, ki je močnejša od druge skupine, ki odloča. To so bodisi politiki, bodisi strokovnjaki, bodisi tudi tuji pritiski, ki prihajajo navznoter od zunaj. Kaj pravzaprav je obvezujoče? Obvezujoče je, da moramo pač poskrbeti za pogoje, da se jezikovno načrtovanje uresničuje. Kajti to ni tako preprosto. Mladi marsikje popuščajo, se pravi, da čeprav je načrtovan nek prvi jezik, nek drugi jezik, jezik izvora posameznika, jezik sosedstva in tako naprej, bomo videli, da prevladujejo nekateri jeziki,
ker danosti, ne, zaradi tega, ker je nujno povezovanje med družbami, ne, in da so najbolj razširjeni jeziki močnejši od manj razširjenih jezikov, lesser used languages, ne, se neka skupnost znajde pred dejstvom, da se enostavno nekako poveže s tistim jezikom, ki je močnejši, ki je jezik uspešnega sporazumevanja. Vendar učenje jezikov pa ne more kar tako popuščati. Učenje jezikov mora biti sistematično, mora biti načrtovano, kako je z izvornim jezikom, prvim nacionalnim jezikom, kako je z drugim, kako je s tujim, kako je z jezikom manjšine, kako je z jezikom soseda. Torej, navade in jeziki so pa tesno povezani in seveda, kadar se tega lotimo, naletimo na to, da se moramo vprašati, kaj pa, kadar nek jezik prevladuje. Tukaj bom citirala pač Ivesa v Global English, kar sem pač našla, ki pravi, da ne bi želel biti hiperboličen, vendar se zdi, da v našem času malo mi pokrivajo slikčice. Vendarle, v našem času o tem, o angleščini, ne, teče nešteto razprav. In če bo, kot Gradol ocenjuje, v letih 2010-2015 2 milijardi ljudi, torej 1/3 človeške populacije, to govorimo za nazaj, ta citat je iz leta 2006, ne, ni od danes. Če to vidimo, ne, koliko ljudi bo obvladovalo angleščino, in na osnovi tega izračuna bomo prišli do polovice človeštva, ki bo sposobna angleščino uporabljati na določeni ravni v primerjavi z 250 milijoni govorcev angleščine v letu 52. Torej, pomislite, kako ta postopek hitro teče, kako ta proces je neustavljiv. In to ugotavlja Ives, da pač ta zgodovinski svetovni fenomen bo predvidoma imel množične politične posledice, da ne govorimo o ekonomskih. Torej, kaj pa diskusije? Veliko diskusije o tem smo že slišali. O oblikovanju zavesti, o lastnih potencialih posamezne nacionalne skupnosti, o občem evropskem zavedanju. Tekli so projekti, konference, vsi dejavnosti, izhajali so članki na to temo. Tukaj citiram svojega dobrega prijatelja, ki je literarni in umetnostni kritik iz Francije, ki pravi, da v tem času in prostoru je treba poiskati umetniško ustvarjalnost, znanstveni nemir, intelektualno moč posameznikov in skupin, ki bodo v preboju novih idej in rešitev, čeprav nepredvidljivih kdaj, vendarle nastali zarodki novih spoznanj. Tako se vzgajamo v strpnosti, da so dosežki lahko skupni, spoznavamo drugost in se zavemo, kaj je kvaliteta življenja. Če pridemo na naš projekt, a smo si mi zadali cilje, s katerimi resnično želimo doprinesti, tako kot je rekel Trim leta 1995, ali bomo doprinesli v to zakladnico Evrope. Zastavili smo si cilj splošne sensibilizacije, ne, o raznojezičnosti, medkulturnosti, spoštovanju manjšin, spodbujanja raznojezičnosti, ne le učencev, ne, to je pomembno, ampak tudi učečih se, ne le učečih se, ne, to se pravi tudi učiteljev, širše populacije, šolskega okolja, lokalnih prostorov in seveda predvsem uvajanje didaktičnih inovacij. Če gremo naprej, da preidem na drugo poglavje, to se pravi na nadaljevanje, kaj pravzaprav lahko dosežemo in kaj spoznamo na področju politike za raznojezičnost, učenje in poučevanje jezikov v Sloveniji, nek hiter kronološki pregled. Seveda, zato, da naredimo ta pregled, je potrebno predvsem pristopiti k predstavitvi tega časa, ki nas je oblikoval, morda že pred samostojno Slovenijo, pa tudi časa, ki nas oblikuje danes, ko imamo svojo državo. V vseh okoljih, v okoljih nacionalnih držav, v okolji kulturnih stikov, političnih in geostrateških stikov, pri uvajanju sosedskega jezika, vidim, predvsem bom potem poudarila v novi strategiji o jezikovni politiki, veliko spet govorimo o sosedskem jeziku,
tako da nekako pouk drugega jezika zgleda, da bo naenkrat postal pouk sosedskega jezika, če bo šlo tako naprej, če bomo pozabili, katere so prave vrednote, ki povezujejo drugi jezik z okoljem, v katerem se govori ob prvem jeziku. Potem moramo pač se dotakniti projektov in inovacij. Ti so včasih nekako pozabljeni, padejo v sistem, drugi pa pomenijo pedagoški naboj in iz tega nekaj nastane, ne? Torej, pregled prehojene poti. Kako se je dohitevala Slovenija evropske trende? 74. leta, to je še pred samostojno Slovenijo, je nastal Raven Praga. Poznamo ga, veliko smo se z njim ukvarjali in predvsem tudi je nastal prevod, je dobila svoj prevod. Takrat je tudi Trim bil v Sloveniji, ko smo to delali, oziroma so delali, to je bil dr. Stabej, najbolj zaslužen. Potem je nastal marsikateri dokument, predvsem na začetku v okviru Sveta Evrope, razna priporočila. Dobivali so se ministri za izobraževanje in so izdajali neke, bi rekla, priporočila in odločitve. Potem je nastal velik projekt leta 1989, ki je trajal vse do 1996, učenje jezikov za evropsko državljanstvo. Ta projekt je bil zelo širok in je zajemal ogromno zadev. To je bilo 12 velikih projektov, 37 delavnic, 1500 udeleženci, 220 animatorji, 21 držav. No, ta načela, ki so nastala v okviru tega projekta, so seveda potem spodbudila tudi nastajanje dokumentov na ravni Evrope, kot Evropska listina za regionalne in manjšinske jezike, in 93. tudi Dunajska deklaracija, ki je predvsem predstavljala varstvo in razvoj zgodovinskih, regionalnih in manjšinskih jezikov v Evropi. Slovenija je v tem času bila podpisnica teh listin. Tu je bil zelo aktiven minister dr. Gaber, ki je ves čas spodbujal, da se Slovenija s tem seveda pridružuje Evropi. Zato je tudi, ko je nastala Bela knjiga o izobraževanju, tudi v njegovem času. No in takrat je tudi ministrstvo naročilo prvo analizo tuji jeziki v obveznem izobraževanju. Ta analiza je pokazala na marsikaj. Predvsem se je pa spraševala, kakšna je vloga posameznih jezikov v slovenskem okolju. Kateri od jezikov je v posameznem okolju najbolj prisoten? Kako je mogoče vzpostavljati sinergijo med izobraževalnimi vsebinami na zgodnji dobi, pa tudi med odraslimi? Kateri od organizacijskih modelov zgodnjega poučevanja je za naše okolje najbolj primeren? Kako izbirati med različnimi metodami, pristopami, modeli? Kako vrednotiti izide učenja in kako usposabljati učitelja, seveda. To je bilo zelo pomembno. No, 2001 dobimo prevod Sejo, mislim, da takrat zaslužna tudi naša koordinatorka Požornova. Prevod pa mislim, da je napisala, če se ne motim, Irena Kovačič. Nastale so podlage za uvajanje zgodnjega učenja jezikov v obvezno izobraževanje. Seveda ni bilo lahko. Leta 1975 je nastala velika frka v Evropi, ker je takrat Claire Bursar iz Angležinja zastavila dolg projekt, longitudinalen projekt, French in Balance, ki je enostavno povzročil zastoj pri uvajanju zgodnjega učenja, ker je enostavno ugotavljala, da ni nobenih razlik, če otroci začenjajo zgodaj, da tisti otroci, ki začenjajo kasneje, ravno tako dohitijo. Namreč ta raziskovalka ni bila dovolj pozorna, da metode in pristopi in didaktični principi, če poučuješ otroka ali najstnika, niso enaki, sploh pa, če poučuješ starejše učitelje. No, ampak tam je bila potem cela serija teorij. Jaz sem tu naštela samo nekaj avtorjev, ki so pa vendarle potrdili v 90-ih šele, to se pravi že proti 90-im letom, torej nastal je celi desetletje zastojev, nekako vsi so se začeli spraševati, da bodo ti otroci, ki se zgodaj začenjajo učiti, res neke žrtve, neki poskusni zajčki. No in ti so seveda ti avtorji potem to ovrgli. In seveda, kaj je bilo pa takrat v Sloveniji? Mi smo pravzaprav bili neke vrste pionirji. Leta 1959 je bil uveden italijanski jezik v slovenske šole. Brez vsakih pristopov, brez vsakih raziskav, brez vsakih
posebnih, bi rekla, didaktičnih priporočil učiteljem. Nekako smo se morali znajti. Jaz sem to začela poučevati 65. leta, smo bili na iste ravni. Ničesar nismo imeli, smo šele začeli. Ampak vendar, italijanščina je bila prva med jeziki, ki je bila uvedena na zgodnjo stopnjo šolanja. Torej, imeli smo za seboj bi rekla, neke izkušnje. Ne? In o tem, seveda, je potem nastalo že leta 88, prvi, bi rekla, bolj pristop, takrat pedagoške akademije, je bila takrat Univerza v Ljubljani, še ni bila pedagoška fakulteta, je že imela posvet o usposabljanju učiteljev, ker se je s posebnim poglavjem tudi dotaknila tematike o zgodnjem spoznavanju, senzibilizaciji drugega jezika. No, seveda te stvari so se razvijale naprej. Nato je ta ista članica Univerze v Ljubljani dobila kar dva velika Tempus projekta. Prvi je bil Tempus projekt za Teaching Second and Foreign Languages in Pre-Primary and Primary Level. Ta je dal pač osnovo za kurikulizovanje tujih jezikov, didaktične podlage, učna gradiva, tukaj na sliki so ena od teh gradiv, ki je takrat nastal, Activity Packs. Uredila sva z videmsko profesorico Skjavijevo. In drugi projekt, ki ga je tudi vodila pedagoška fakulteta, koordinatorica bila je dr. Cveta Razdevšek-Pučko, je pa Restructuring Primary Teachers Study Programs, torej kako zastavljati zdaj usposabljanje učiteljev. Ta Tempus Respect je oblikoval smernice za reformne premike osnovnošolskega sistema, predvsem troje: usposabljanje učiteljev, opisno ocenjevanje in pa didaktike, specialne didaktike. Med te specialne didaktike, med ta paket specialnih didaktik je bil tudi zgodnje učenje tujega jezika na razredni stopnji. Več dejavnosti je bilo, velik projekt, bilo je več univerz, da jih niti ne naštevam, vključenih v ta projekt, v ta Tempus. Vendar pa je dala ne samo, te projekti niso dali samo nekih konferenci, nekih uvajanj, ampak so dali tudi nek vzvod za delo naprej. Istočasno, v tem času, je pač nastal tudi skupni evropski referenčni okvir za jezike in posledično, kot posledica tega usposabljanja in izobraževanja, gledam malo na uro, moram kar pohiteti za 45 minut, jezikovni listovnik. In potem smo leta 2001 v Lundu dobili Evropski dan jezikov, 2001 je nastal Language Education Policy Profile za evropske države, 2008 je bil proklamiran leto medkulturnega dialoga in v Ljubljani je bila velika konferenca, takrat je Slovenija tudi imela predsedovanje Evropske unije. Torej, vključeni smo bil mednarodni tim za prototipe listovnika. Nastali so prvi prototipi, najbolj zgoden ta leta 1999 je bil pa zelo pozno leta 2004, je bil šele akreditiran oziroma registriran, konvalidiran v svetu Evrope, ker to ni bilo preprosto, smo morali seveda upoštevati vse njihove standarde. V letih 2001 do 2006 je deloval Svet za jezike. Jaz sem večkrat spomnila ministre, kako je bila to ena pametna zadeva. Svet za jezike je združeval sloveniste, tuje jezike, jezike priseljencev, jezike za odrasle, šole zasebne šole, univerze. Torej, to je bil ogromen svet, ne vem, koliko nas je bilo, zdaj se ne spomnim, ampak mislim, da blizu 20. Nekaj časa ga je vodil dr. Zorman, Mirko Zorman, potem sem ga vodila tudi nekaj časa jaz. In tam notri sem zadnjič gledala zapisnike, kaj vse smo svetovali ministrom. In nekatere stvari, dokler je bil potem minister Gaber spet ponovno, je resnično poslušal, kar smo mu poslali, potem so pa stvari odmrle. 2006 je mandat potekal in enostavno ni bil več imenovan. 2005 je pač skupina ekspertov iz Language Division iz Strasburga skupaj z nami pripravila Language Education Policy Profile Slovenija
In projekt Labico in publikacija Klaus Adornas je za veliko konferenco v Kopru s 40 državami pravzaprav pripeljala nekaj novih zamisli. Kaj je takrat ugotovil ta skup strokovnjakov iz Strasbourga, ko smo pisali Language Education Policy Profile? Zamislite, kaj so rekli. Rekli so, opazili so na pogovorih, to je serija pogovorov, opazili so, da so pobude prepuščene šolam, da je ni mogoče popravljati kakšne razlike, neenakosti med šolami, in da to je seveda vezano še seveda na vire, ki jih imajo družine, šole, predvsem družbene in finančne, bi rekla, razlike med družinami in med regijami. Torej, že takrat je bilo ugotovljeno, da nekega skrovnega vodenja te politike še vedno Slovenija nima tako, kot bi morala imeti. Spomnila se bom svoje kolegice, ki je zelo veliko delala na področju jezikov kot pedopsihologinja, pedagoško psihologijo je proučevala, Sveta Razeček-Putko. Ona je seveda se večkrat vprašala, ko smo delali na področju jezikov, kako se poučimo, kaj je to pomembno, zakaj je pomembno, na kakšen način se učimo, zakaj moramo poznati razlago procesa učenja na tem področju, Zakaj moramo se izpraševati ponovno in ponovno o orodjah in strategijah? Ker pri oblikovanju učnih metod in strategij se ne moramo naslanjati samo na eno. Temveč to, kar je tudi govorila, se spomnite Marentič Požarnikova o učitelju kot raziskovalnemu praktiku, kot raziskovalcu in praktiku, to je takrat že tudi Sveta Razeček-Putko govorila. Potrebno je postaviti doktrine, doktrine zgodnjega učenja, doktrine preverjanja, doktrine ocenjevanja in tako naprej. Za listovnik je pa zapisala, omogoča procesno spremljanje, daje možnost formativnega spremljanja, informativnega povpraševanja informacije o učenca, postavlja učenca v aktivno vlogo in omogoča kvalitetno komunikacijo s starši. Žal se slovenski prototipi in tudi konvalidirani portfoliji v šolah ne uporabljajo. Pa obstaja za zgodnjo stopnjo, obstaja za najstnike, se pravi za predmetno stopnjo osnovne šole, obstaja za srednješolce, obstaja za odrasle in celo nek zametek za univerzitetno učenje jezika. Torej, kar 5 portfolijev smo takrat naredili, konvalidirani so bili 3, in sicer za zgodnje učenje, za predmetno stopnjo in za odrasle. Ampak žal, tako je. Tako se dogaja pri nas. Kaj se potem še dogajalo? Izobraževanje učiteljev ob vstopu v 3. tisočletje. To je bila ta mednarodna konferenca, ki je bila v sklopu projekta Tempus dr. Pučkove. Nato smo pa na Pedagoški fakulteti pripravili program izpopolnjevanja učiteljev in učiteljic razrednega pouka za poučevanje tujega jezika. Ta program še obstaja, in sicer obstaja za nemščino na Pedagoški fakulteti v Mariboru, za angleščino na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in za italijanščino na Pedagoški fakulteti v Kopru. Takrat smo pač to skupaj pripravili, akreditirali na Svetu za visoko šolstvo in tudi k temu priložili učenje in poučevanje tujega jezika, to je bil priročnik, smernice za učitelje v 2. triletju osnovne šole. Nasprotovanj je bilo veliko. Na začetku je namreč nastalo kaj? Ciljno usposabljanje za poučevanje jezikov je bilo vedno zaupano jezikoslovju. To jezikoslovje na Filozofski fakulteti se je povezovalo z obogatenim paketom pedagoških vsebin. Še sama spomnim se, kaj sem jaz poslušala na Filozofski in kaj so tudi moji nasledniki poslušali, seveda so bili to neki paketi. Najprej so bili manjši, potem so bili večji za pedagoško izobraževanje in tukaj je bila prav zaslužna tudi Marentič Požarnikova. Ampak v tistem času, ko smo pa mi želeli na Pedagoški fakulteti, da bi ciljno usposabljanje iz jezikoslovja,
bilo tudi lahko ciljno usposabljanje na pedagoških programih z dodatkom paketa jezikoslovja, torej obrnjeno na glavo, ne? Poseg v tradicijo, poseg v nekaj, kar je bilo obrnjeno. In je takrat izšel v Delu, v sobotni prilogi, en zelo velik članek, ki ga je napisala Meta Grossman, in je bil naslovljen Do you teach ali miss English? In s tem nam je seveda pokazala, kako je to zelo narobe, da si domišljamo, da bo lahko kdaj razredni učitelj poučeval na zgodnji stopnji šolanja. Ampak seveda se nismo dali, ne, strokovnjaki. Kaj je takrat pravzaprav nastalo, ne? Nastala je primerjalna študija znotraj teh Tempus projektov med državami Finska, Francija, Škotska in Slovenija. In sicer ugotovljeno je bilo, da je naj tuji jezik bo integriran v kurikulum razredne stopnje, naj se uvaja strategije poučevanja in učenja na razredni stopnji, naj se tematsko načrtuje medpredmetno, naj se vrednoti učinke analitično, to je kvalitativno, opisno, naj bo organizacija pouka fleksibilna in naj bo po možnosti timsko poučevanje. To pa pomeni, da se razredna učiteljica, to kar tudi danes velja, ne? Če razredna učiteljica pač zna jezik, lahko tudi poučuje jezik, ampak smo imeli pa tudi primere, in to teh primerov kar veliko, da se je pa ena med njimi specializirala samo za jezik in je poučevala jezik skupaj ob tej razredni učiteljici. No, v tistem času smo tudi sodelovali veliko z ECML v Gradcu. Predvsem strokovnjaki Zavoda Republike Slovenije za šolstvo so šli na te delavnice, pa tudi nekateri slovenski učitelji. Eno delavnico, ki se je najbolj spominjam, se upravičujem, če jih je bilo več, in bom prosila seveda Bronko, če me bo dopolnila, koliko je bilo teh delavnic, ki jih je vodila Slovenija, je bila Literacy as Correspondence. To je bilo pač takrat sodelovanje z Malto, in sicer smo razvijali kompetence za branje, pisanje v drugem tujem jeziku, postopke in strategije. Nastal je razvoj zvočne diskriminacije, uporabo logografskih strategij pri branju, pisanju, sposobnost prepoznavanja, razlikovanja ustnih in pisne komunikacije v prvi in drugi pismenosti. Iz tega je nastal potem projekt opismenjevanja kot prirejanje, na kateri smo sodelovali, poleg mene tudi pokojni Janez Ferber, ki je bil zelo zainteresiran kot fizik tudi za jezike, predvsem za fonološki del. Seveda Janez Skela in pa Martina Križaj-Ortar, ki je delala na slovenskem jeziku, na prvem jeziku. Iz tega sta nastali tudi dve doktorski raziskavi, in sicer ena je bila Anja Zorman in ena Anita Sile, ki obe sta se ukvarjali s tem. Po letu 10 sem bila manj vprežena v to, ker sem pač se ukvarjala s drugimi stvarmi, ampak tudi še vedno sem sodelovala. Predvsem včasih so me povabili ali Karmen ali pa Zavod za šolstvo, da sem sodelovala v kakšni skupini. Je bila velika bitka za premikanje na zgodnejše raven učenje jezikov, ne. Najprej v prvi razred kot neobvezen izbirni predmet, nato v drugi razred kot obvezni predmet. Torej, v vztrajnemu delovanju strokovnjakov smo dolžni, da je predvsem seveda in tujim vzorcem in dokumentom, da smo pač pristali na takem modelu, kot ga imamo danes. Leta 2008 je nastal projekt, je bila velika podpora staršev v zgodnjem uvajanju tujega jezika, ki se je imenoval predvsem uvajanje tujega jezika in jezikovno-medkulturnega ozaveščanja. Projekti strukturnih skladov, na kateri so delovali Katica, Pevec, Sebec, Karen Pižor in mnogi drugi, 49 sodelujočih šol. Nastali so inovativni učni načrti, ker leta 2008 sem pa tudi jaz pisala takrat učne načrte za drugi jezik. Takrat so bili skoraj vsi učni načrti za jezikovno področje obnovljeni. Potem gradiva, posnetki, seminarji, e-portal, ki žal danes ne deluje več. Jaz sem ga poskušala priklicati na Googlu, ampak ne obstoja več. Najprej je prerasel interaktivno platformo Pot v večjezičnost, ki pa še obstaja, in sicer nekateri se še najde, ne, na Zavodu za šolstvo. Predvsem, kjer se KLIL nadaljuje, ker je bil sestavni del tega projekta. Potem je nastalo obogateno učenje tujih jezikov, ki je nadgradil KLIL.
z nejezikovnimi predmeti. Sem našla tudi na gimnaziji Jožeta Plečnika, ki še vedno objavljalo določene dosežke tega projekta, še leta 2018 je nekaj zadev. Na spletu pa najdemo tudi zavod iz Pohorjevega Gradca, ki ima to ime, obogateno učenje tujih jezikov. Potem seveda je še vedno uvajanje in spremljanje obveznega predmeta tuji jezik v osnovni šoli. Tu še vedno se ta implementacija nekako zaletava v ovire in nekako ne moramo iti čez, ne vem, ali bomo to uspeli. Resolucije so pomembna zadeva. Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko je nekaj, kar je razvojni program države, nekaj, kar sprejme parlament, nekaj, kar ima potem akcijske načrte, nekaj, kar se mora dogajati. V letu 14-18 je bil taka resolucija, ki je imela tudi akcijski načrt, in če ga greste pogledati, akcijski načrt je bil odličen. Vendar pa, ko so od leta 18 do letos, junija, če se ne motim, celo julija letos je bil sprejet resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 21-25 in zanimivo, da v tej resoluciji najprej ugotavljajo, kako pravzaprav, najprej je bila narejena neka analiza, kaj se je dogajalo s prvo resolucijo, in seveda je bilo ugotovljeno, da kljub nekaterim pomembnim dosežkom iz tega obdobja, zadnje resolucije, je ta analiza pokazala, kaj se dogaja na stanju jezikovne politike. In sicer to, da naloge, ki jih je dal nacionalni program 14-18 v svojem akcijskem načrtu, se ne izvajajo. Torej, ta resolucija ni pripeljala do tega, kar smo želeli, da bi se potem res te stvari dogajale. Bomo videli, kaj bo z resolucijo, o kateri zdaj govorimo. To se pravi o zadnji resoluciji 21-25. Zelo lepo je zapisano v uvodu, v viziji, se strinjam popolnoma, kar piše, da je znanje jezikov simbolno, praktično danes v današnjem svetu, da pač daje dodaten potencial, to je tudi osebnostni potencial vsakega človeka, da je pomembno, kakšen je jezikovni repertoar vsakega posameznika skozi življenjska obdobja, ker se učimo jezike vse življenje. Republika Slovenija pač vsa ta obdobja tudi spremlja in tudi jezikovno načrtuje v izobraževanju in tudi sicer za svoje državljanke in državljane in tudi za prebivalce in prebivalke Slovenije, pa tudi v zamejstvu Slovenk in Slovencev po svetu načrtuje pač bodisi za prvi jezik kot za tuje jezike zelo, bi rekla, demokratične dosežke in izide. Tudi to trdi, da se morajo to načrtovati, povezano, enotno, glede na različnost jezikov in ciljnih skupin, da se mora seveda tudi dotikati jezikovnih standardov, ki veljajo v svetu, jezikovni rabi, ki veljajo v okolju, sporazumevalnih potreb posameznika in tako naprej. Če pogledamo 8. cilj te resolucije, najdemo izredno pametne stvari. Jaz sem jih na hitro tukaj nabrala in ne bom jih vsakega posebej prebirala. Spodbujanje ponovno vseh raziskav na tem področju, stalno strokovno podporo za razvoj učenja in poučevanja vseh jezikov, ki so del vzgojno-izobraževalnega sistema, uvedbo obveznega drugega tujega jezika v osnovni šoli, jeziki na maturi, pa vsi jeziki, angleščina, francoščina, italijanščina, vemo, kako je s francoščino, na primer. Vsako leto je manj maturantov, ki popravljajo maturo iz francoščine. Seveda latinščina je spet nekoliko revival dosegla, španščina je pa sploh in danes. Pa tudi sosedski jeziki. To seveda vidite, tukaj ne piše drugi jezik v Sloveniji, madžarščina in italijanščina, ampak piše sosedski jeziki, torej samo jezik od naših sosedov. Potem o drugem jeziku, potem v seznanjanju ravnateljev, vodstev z državno politiko, da bodo vedeli, v čemu gre to, kar naj bi počel tudi projekt Ješt, zavedanju o pomenu in znanju prvega jezika, o materinščini,
uvajanje sodobnih inovativnih pristopov, povezovanje v aktive učiteljev, uvajanje knjižničark in knjižničarjev v učenje jezikov, strokovno izposojevanje učiteljev, knjižničark in knjižničarjev, usposabljanje učiteljev slovenščine in šolskih knjižničark na področju tujih jezikov, informiranje in svetovanje učečih se in njihove starše in vzpostavitev reguliranih izpitov za ravni, to, kar seveda že imamo. Torej, učinki pa naj bodo, da bomo učinkovitejši, strpnejši, bomo zvišali prag tolerance in bomo večjezični. Okvirna sredstva so 100.000 evrov na leto. 100.000 evrov bo pokrilo vse te dejavnosti. Zdaj se vprašajte, kaj se lahko 100.000 evri naredi. Kaj bo z Ještom? Pravzaprav Ješt je popolnoma v sozvočju s to resolucijo. Bomo takoj rekli, da je vse res. Bomo rekli, da je res, da projektov in poskusov je dovolj, da je 10 let trajala prenova, da je še več let trajala pravzaprav obdobje, da smo prišli do tega, kjer smo danes, v zgodnjem uvajanju jezikov, da so družine, šole in okolja v projektih vedno poudarjale, kako pomembno je poučevanje in znanje jezikov in da so starši in učitelji še presegali svetovne trende, medtem ko je politika bolj capljala, da so sistemski produkti, kurikuli, gradiva, usposabljanje, vse, kar hočete, do zdaj se zaključili, nekateri se zaključujejo, torej upajmo, da nastajajo novi, da so razpisani tudi že novi, torej smo na dobri poti, da vemo, kako bomo šli naprej. Pomislite, kaj je rekel Delors v letu 1996. Kam smo prišli? Kakšno je drugačno poučevanje danes? V kakšnem procesu delovanja je za potrebe mora biti usposobljen učitelj? Kaj hočemo od učitelja? Namreč, dosegli smo svobodo kritičnosti, presoje, odgovornosti, ustvarjalnosti. Zaupali smo mu razmerje med različnimi vrstami ravni znanja. Istočasno so omogočili tudi študentu, predvsem z novimi tehnologijami, odkrivati poti do sebe in drugih. Odkrili smo smisel življenja in obstoja, osnovne socialne pravičnosti in tako dalje in tako dalje. Če zaključim o tem, kar sem povedala in seveda pričakujem kritično obravnavo o tem, kar sem povedala, dopolnitve in predvsem upam, da mi boste odgovarjali, ampak jaz nekako ugotavljam, demokratična jezikovna politika v Sloveniji je v zakonih in predpisih. Odprta je za večjezičnost, kadar doseže konsenz večine, če pa večina ne doseže tega, vi se samo spomnite, koliko je bilo pisanja, ko smo začenjali zgodnje poučevanje, koliko je bilo pisanja, ko so se uvajali tudi tuji jeziki na univerzo in tako naprej. Ta politika je spoštljiva do medkulturnosti, vendar samo do tiste meje, ko ne ogroža vrednot, identitet, pač naše tradicije. Ta politika preučuje in razvija raznojezičnost, vendar predvsem po usmeritvah zunanjih akterjev. Ni neke, bi rekla, notranje spodbude, notranjega elana. Skromno, finančno skromno vlaga v razvoj večjezičnosti in medkulturnosti, sklepov svojih resolucij ne izvaja, v pedagoški praksi in družbi se odvija dinamičen proces vzgoje in izobraževalne dejavnosti mimo politike, mimo resolucij, mimo akcijskih načrtov. Pa da končam s citatom Kremšeja, ki pravi, da meje med različnimi jeziki obstajajo, kot tudi meje med spominom in zgodovinskimi izkušnjami, ter med dejanskimi dogodki in virtualnimi scenariji. Zmožnost posameznika, da se vključi v resnični svet, ne nastaja v brezmejnem prostoru, temveč v sposobnosti definiranja meje, ki jo je mogoče presegati. V nekem projektu Across Languages and Culture smo pa zapisali: preiskovanje medkulturnih razsežnosti v virtualni komunikaciji pa odpira povsem nov in drugačen laboratorij za raziskovalce večjezičnosti in medkulturni komunikaciji, kjer se znanost in življenje, virtualnost in resničnost razkrivajo v vsej svoji kompleksnosti. Hvala za pozornost in veselim se vprašanj in diskusije. Najlepša hvala.
Točno, ja, sem presegla 8 minut. Nič hudega. Najlepša hvala za res kup iztočnic, o katerih lahko diskutiramo. Jaz sedaj odpiram diskusijo in ja, hvala za vse. Vidim, da so tudi torej, roke kot ploskanje se pokazale. Hvala res za tudi kronološki pregled, marsikaj, ne, smo bili vključeni nekateri izmed nas tukaj v skupini, pa kad nekako pozabiš in se potem zopet spomniš. Vsekakor torej odpiram debato in prosim za vprašanja ali komentarje, dopolnitve, vsega bova veseli z dr. Čokovo, kaj ne? Izvolite. Samo to, da vidim, čakajte roke, da vas tudi jaz dam nekako. Aha, še imamo, imate še ploske, drugače pa prosim, no, kar korajžno. Če ne, bom jaz potem začela, če... Jaz bi mogoče postavila potem prvo vprašanje. Po vašem mnenju, pač imate zelo res dolgoletne izkušnje na področju jezikovne politike, tudi delovala ste na ministrstvu, na Zavodu za šolstvo, v številnih projektih. Zakaj se v Sloveniji tolikokrat zgodi, da imamo na papirju, torej v zakonih, v resolucijah, tako dobro postavljene cilje, potem pa, ko preverjamo torej implementacijo, pa se marsikdaj pokaže, da temu ni tako. Mislim, kje vi vidite pomanjkljivosti oziroma kako mogoče bi v prihodnosti to, kar si zastavimo, vendarle približali tudi dejanski implementaciji? Ja, iz mojih izkušenj bom govorila, ne, zato ker marsikateri od teh projektov, kjer sem sodelovala, je seveda dal rezultate, marsikateri pa tudi se izgubijo, ne, po tolikih letih, ne. Tako da videla sem recimo primer zgodnjega učenja, ne, ko smo zastavili tako masovno, ne, takrat so bile fakultete zraven, smo prepričali celo filozofsko fakulteto, da je bila zraven pedagoške, kar ni bilo preprosto, ne, v tistih časih. In ne veste, da je ta bitka med monopoli, ne, tudi na tem področju zelo močna. Takrat so zastaviš veliko skupino, ne, kjer imaš navdušene ljudi, da to delajo, potem nastaja podmladek, ne. Čim več tega podmladka je, potem nekako imaš upanje, da je nadaljevanje, ne. Ni nadaljevanja, kadar je pravzaprav dosežek prepuščen na milo in drago pač nekim novim ljudem, ne. Vedno mora biti nadaljevanje, mora biti neka zveza med tem, kar se dela in kar se bo delalo naprej. Drugo pa je, da smo Slovenci malo tako, ne, ko se zamenja neka skupina, ne, ko nekdo ni več prisoten, potem pride nov človek, ki misli, da mora to popravljati. To je, ne govorim samo za jezikoslovno sfero, ne, za videti, da je povsod tako, ne. Vsi si domišljamo, da je treba, glejte, ta pregovor, ne, da moraš graditi na ramenih tistih, ki so pred teboj gradili, ne, to nekakor se ne moremo usvojiti za svoje. Jaz se samo spomnim, da nekatere stvari, ki sem popravljala kot ministrica za doktorjem Gabrom, sem bila vedno v strahu, ali sploh smem, ne, ker večino pa nisem. Ker zakaj pa bi, ne, zakaj pa bi, če je dobro. Nekako imamo različno pomnjenje o tem, da je pravzaprav nadaljevanje pot do konca, do cilja, ne pa prekinitev, ne. In prekinitev je preveč. Če recimo 3 leta ni bilo resolucije, zakaj 3 leta ni bilo nove resolucije? Od leta 18 do 21 je nihče ni se vprašal, kaj pa v Sloveniji z jezikovno politiko, potem so se naenkrat zbudili, aha, zdaj imamo pa še znakovni jezik, aha, zdaj pa imamo celo esperanto, so spet potegnili iz naftalina, oprostite, no. Tako da ne vem, zakaj to nastaja. A smo Slovenci tako nestanovitni, ne vem. In potem seveda, ta trud, ki ga vložimo, ki ste ga vložili tudi vi vsi, ki ste delali v Ještu, ne, kako bomo ohranili to?
Ja, to je vsekakor se tudi jaz strinjam, ja, da mogoče pozabljamo, ne, da ni treba vse podreti, ne, kar je bilo pred tabo, ampak predvsem graditi, ne, na tistem, kar je dobro in ohranjati. Najlepša hvala. Zdaj bi predala besedo kolegici Darji Mertl, ki se je javila k besedi. Lepo prosim. Ja, hvala lepa, Karmen. Rada bi najprej pozdravila našo profesorico Lučko Čok. Odzvala bi se na to, kar je rekla, da čeprav morda politika ni konsistentna, da so luknje v kontinuiteti, da so zadeve, ko so tudi odsotne, in to za dlje časa, kot ste tudi pravkar omenila, na operativni ravni mislim, da se učitelji in učiteljice trudijo, da se zelo trudimo tudi na fakultetah, da počnemo stvari in za zgodnje in za osnovnošolsko, višje razrede in srednješolsko, da se dinamike v družbi spreminjajo in da se pač trudimo, kolikor se le da, da se temu do neke mere prilagajamo. Delila bi z vami, vsemi pa tudi z vami, profesor Čokova, to, da na italijanistiki kar nekako nam uspeva, učitelji odhajajo. Videla sem kar nekaj imen v teh črnih kvadratkih, ki so zame mlade profesorice, ki poučujejo italijanščino po Krasu in po Notranjski in na obali italijanščino, se trudijo, to vem, zelo. Pravzaprav vse to vaše delovanje, ne, vaše osebno in vaših skupin in se je odrazilo. Tudi, če ni morda kdaj uradno v programu, se učimo tudi, kako poučevati na zgodnji stopnji. Tako imamo italijanistiko na obali, ki izrazito pokriva nekoč jezik okolja, zdaj preimenovan v sosedski jezik, žal. Se pa dinamike vendarle spreminjajo, no, tako, in se pač probamo k temu prilagajati, kolikor se le da. No, tako da nimam vprašanja, komentar sem imela. Jaz se opravičujem, moram priključiti baterijo. Lepša hvala, ja, kolegici Darji, za to dopolnitev. Predvsem, da so določeni projekti ali pa delovanje, ne, profesor Čokove, pa vendarle obrodili sadove in da se seveda tudi premika. Boste še kaj komentirala, profesor Čokova, samo da? Ja, jaz bi rekla, seveda, absolutno nisem mislila nekako prezreti to, da učitelji so heroji, ne, v tej situaciji. Ker enostavno učitelj stopi pred razred in se ne more sprenevedati, ne. In odgovoren učitelj bo nedvomno iskal poti, mladi pa sploh, ne, ker so vedno bolj navdušeni še mogoče, ker potem rutina nekako utrudi. Mislim, da je Darja je se dotaknila pač tega, da je vse premalo tiste moči v odločevalcih. Ali pa mogoče odločevalci imajo preveč drugih skrbi. Zdaj, to situacija je tako kompleksna zdaj, ker če vzamete, jaz se nisem dotaknila priseljencev, se nisem dotaknila, kako imajo oni pravici do svojega maternega jezika, se nisem dotaknila tega, kako je z azilanti, kaj se jim dogaja zaradi jezika in tako naprej. Tukaj je, kaj se dogaja z kibernetskim pristopom v učenju jezika. Jaz ravnokar vem, da na filozofski fakulteti nastaja digitalno jezikoslovje. To se pravi, da je toliko drugih možnosti, ne, da enostavno učitelj bo kar zgubljen v tem, če ne bo resnično dobre jezikovne politike. Mi ne smemo pustiti učitelja tako v nemilosti naših odločevalcev. Res ne. Nemilosti pod narekovajem, no, bi rekla, premalo pozornosti, ne. In je res kompleksna ta situacija, ker en projekt sigurno ali pa 2 ali pa 10 projektov ne spremeni stvari, ne. To mora biti strategija in zato nastajajo resolucije. In resolucije z akcijskimi načrti bi morali takoj, jaz verjamem, da jaz nisem
nisem tako kritično gledala, koliko denarja v resoluciji je namenjeno drugim, ker je denarja veliko namenjenega, ne? Bodi si za vse dimenzije, ne? Za jezike, vseh vrst jezike, pa za recimo za znakovni jezik, predvsem pa za slovenščino po svetu in za slovenščino doma, ne? Ta je, bi rekla, ciljni namen, ne? Tudi te resolucije. Ampak vseeno 500 000, dragi moji, v 5 letih, kaj bomo naredili, kakšno novo strategijo bomo naredili, kako bomo pomagali, da bodo učitelji ostajali nam zvesti in da bodo pač še kar naprej delali s polnim zagonom. Najlepša hvala. Jaz bi zdaj samo prebrala, potem bi dala kolegici Jana Kenda, pa potem Bronka Štravs. Bi pa prebrala iz torej klepetalnice. Maja Cergol pravi, sedaj kot teritorialnih fizičnih meja v EU ni več in je možno govoriti o evropskem državljanstvu, postaja to del identitete posameznika, ki danes pripada, na primer, v narekovajih Google generaciji in si ne predstavlja, kaj je to državljanska meja de facto, ker je ne občuti. Bo lahko drugi jezik še vedno del identitete? Ja, da kaj povemo na to? Ne vem, zdaj Jaz bi kar malo prosila, če še Albina, da kaj pove o tem. Ona veliko pove o drugem jeziku, ne, ker se je intenzivno ukvarjala z madžarščino kot drugi jezik. Ne vem, veste, verjetno razlika madžarščine in status madžarščine, italijanščine in status italijanščine ni isto. Ne, ker madžarščina je, kako bi rekla, lokalno izredno močna. Italijanščina naj bi bila širše, ne, pa bolj šibka, ne, v naših očeh, ne, in v našem zavedanju. Potem bi pa šli k kolegici Jani Kenda, izvolite. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Lucija, zelo me veseli, da vas vidim, saj tako v okenčku, ker se že dolgo nisva. Se zelo, zelo strinjam z vsem, kar ste povedala, z vsemi hvalami in seveda grajami, ki jih ne bom ponavljala. Sem vas hotela vprašati za mnenje, ker jaz opažam oziroma nekako naslavljam ta problem kontinuitete poučevanja tujih jezikov v tej šolski piramidi. Konkretno, zelo, zelo oseben primer bom navedla hčerke, ki je imela srečo, da je bila v zadnji generaciji izmed teh dijakov, ki so imeli obvezni tuj jezik v osnovni šoli in je začela, recimo, mislim, da v 4. celo razredu s francoščino in je vlekla seveda do 9., na kar je vpisala gimnazijo, ker se je začela znova učiti od začetka in seveda na fakulteti, kjer je ta 3. začela od začetka. In seveda, a veste, kakšen je rezultat? Ta, da je zdaj v 2. letniku zamenjala jezik in se ukvarja z enim drugim, kar je popolnoma škodljivo zanjo in seveda ona je samo rezultat, konkreten rezultat tega sistema, ki očitno ne deluje. Mi dobivamo na italijanistiki, na filozofski fakulteti, ne samo na italijanistiki, ampak tudi na oddelku za prevajanje, vedno več študentov, ki nimajo nobenega predznanja iz italijanščine. Imamo, to se pravi, od te, ki nimajo nič predznanja, do te, ki se učijo 2-3 leta, potem tiste, ki se učijo 14 let in tako naprej. Tako da meni se zdi, da ogromno enega denarja se investira v to, da se da možnost otrokom na vseh teh stopnjah učiti se to jezika, ampak na koncu nihče od njih nima kaj dosti za pokazati. Jaz ne vem, to je moja osebna izkušnja, ne samo mame, ampak tudi seveda kar nekaj časa, mislim, dolgoletne predavateljice italijanščine na filozofski fakulteti. Hotela sem vedeti vaše mnenje in samo še eno drugo vprašanje. Ta demokratizacija dostopa do različnih tujih jezikov, po mojem mnenju tudi ni zelo produktivna, ni nič narobe, po mojem mnenju, če se ne sistemsko, ampak v glavah ljudi enostavno tudi razmišlja o tem, kakšni so jeziki za določeno populacijo koristni, zato ker ta populacija živi v nekem sožitju z nekimi drugimi govorci drugih jezikov. In
še zmeraj mislim, da ne glede na ekonomsko razvitost in pomembnost Kitajske, recimo se pomembnost kitajščine za slovenskega govorca verjetno ne more usporejati z pomembnostjo, ki jo ima italijanščina, nemščina ali tudi, bodimo iskreni, hrvaščina, srbščina oziroma bosanščina oziroma to, k čemu smo mi rekli, naš jezik. Ne? Tako da sem želela samo vedeti vaše mnenje o teh dveh zadevah, ki me zelo zanimajo. Hvala lepa že vnaprej. Ja, kar se tiče tega longitudinalnega učenja, ne, da se potem resnično nekega jezika naučiš, ne, to je večna bitka. To pa je povezano s tem, da enostavno, ko prestopi iz osnovne šole na srednjo šolo, ta šola ponuja to, kar pač ima na voljo. Ne. Se ne potrudi, da bi recimo imela med vpisanimi dijaki nek pregled, čeprav smo včasih ponujali izbirno, ne, da so pač vzeli nadaljevanje, nečesa, kar so imeli v osnovni šoli, ampak kar tako spet na novo začenjajo. Ne. To je tisto, kar piše v resoluciji, da je treba informirati o politiki ravnatelje, ker ravnatelji so zelo pomembni. Francoščina na univerzi, na gimnaziji v Kopru je umrla, ker ni bilo več pravih ravnateljev. Enostavno se jim je zdelo, da francoščina je odveč, ker je imela dolgoletno tradicijo. Ne. Drugo vprašanje pa kaj smo že rekli? Ja, o teh jezikih, ki so morda bolj zanimivi. Kaj je koristno za koga? Ja? Kaj je koristno za koga? Ne? To je zato, ker je treba verjetno poiskati, ne, tudi pri teh jezikih, če so katerikoli, ne, zdaj ne bom rekla. Recimo primer je to, da recimo neka šola, kjer je jezik italijanščina celo obvezen, so popolnoma nezainteresirani za italijanščino, v neki goriški srednji šoli, tudi med našimi dekleti imamo tak primer, je pa tako prikazana italijanščina uporabna v projektih in tako naprej, da ni nobenega problema dobiti učence oziroma dijake srednje šole kot ima tale center v Novi Gorici. Ne. To se pravi, da jaz večkrat pravim, kaj je narobe z italijanščino na obali? Enostavno ne more konkurirati angleščini. Ampak mora pokazati, kaj je več in kaj je bolje, zakaj hodijo naši dijaki v Trstu v trgovino in govorijo angleško. Meni je kar težko mi je, ko to vidim. In to se dogaja, ker angleško znajo, zdaj pa znajo tudi neki trgovke v Trstu, ne. Kje je bil včasih to se dogajalo? Zato, ker ne vidijo, kaj pomeni znati italijansko. Lahko dobiš službo čez mejo, lahko kontaktiraš, pišeš projekte v okviru razpisov Interreg, si vključen v projekte. Jaz ne vem, to je treba pokazati, kaj je koristne. Kaj je človeški potencial? Kaj je ta kapital, ki ga ima lahko človek pri znanju recimo enega od jezikov, ki mu pri poklicu služi. Enostavno, ta ekonomija je prevladala tudi te vrednote, ki smo jih včasih postavljali. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa mislim, da je na vrsti kolegica Bronka, za njo pa Marjana Šifrer-Kalan. Ja, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala za tole predstavitev. Dobro, jaz sem pač kot predstavnica ministrstva, saj sem tudi že navajena, da vse leti, pa da je vse slabo, pa to, z marsičem se strinjam, da ne bo pomote. Zdaj, jaz bi takole, zdaj vi ste rekli dobra jezikovna politika, Vse veste, ko začneš, ko nekaj kritiziraš, vidiš poln napak. Ko pa je treba postaviti potem sistem, s katerim bi pač dosegli vsaj minimalni konsens, je pa to neboj mesarsko klanje. To verjetno sami zelo dobro veste. In recimo, mi smo poskušali takrat 2016 urediti stanje v osnovni šoli, kjer je še zmeraj isto. Se pravi, pač tuji jeziki se ponujajo kot izbirni, neobvezni, obvezni in tako naprej. Različni otroci lahko vsako leto oziroma učenci vstopajo, izstopajo in tako naprej. Zdaj, ko je bil recimo poskus, to je tudi gospa Kena rekla, zdaj, ko je toliko enih jezikov na razpolago, otroci podočenci iz enega od drugega, na koncu noben nič kaj dosti ne zna
in potem ne, se ustvarja, v bistvu sistem že sam ustvarja učence z blazno raznolikim predznanjem, ki potem pridejo v en in isti razred, kjer mora potem pa učitelj praktično ne samo, da jih ima zdaj pri neobveznih izbirnih predmetih, ne samo, da ima otroci različno predznanje, so tudi različno stari, imajo različne interese in kako naj zdaj ti znotraj tega zagotavljaš neko kakovostno poučevanje. Ampak v trenutku, ko je bilo na mizi govora, da recimo omejimo število jezikov, ki se jih lahko učijo, ja, kaj hujšega, takoj vsi prizadeti, mojega jezika pa ni več zraven, in tudi stroka takoj skoči, in zdaj spet, med tem, da omejiš pa recimo malo pa tisto, tisto kvalitetno, do tega, da imajo demokratično izbiro, ker smo vendarle demokratična družba, in potem kaj pa dejansko na šoli se ponudi, to smo pa tudi zdaj že videli, je bilo omenjeno, pač ravnatelj glede na to, kakšen kader ima, kaj starši želijo, in na nek način se otrok kot tisti, ki se odloča za nek jezik, je pravzaprav nazadnje na vrsti, in je potem tudi to kontinuiteto zelo, zelo težko slediti, oziroma sistem postaviti tako, da bi bili vsi zadovoljni, ne bomo ga nikoli, in zato se mi zdi, da mogoče, recimo zdaj, to mi je prišlo na misel, zdaj na Zavodu za šolstvo se pripravljajo izhodišča za prenovo učnih načrtov in v nekih razpravah, ki smo jih imeli, je ena učiteljica iz ene šole rekla, pa sej, lejte, v učnih načrtih je že vse, se jih ni treba spreminjati, kdor hoče dobro delati, lahko tudi na podlagi teh učnih načrtov, ki že danes obstajajo, lahko dela, vse so odprti, omogočajo medpredmetno sodelovanje, IKT, vse to že omogočajo, se pravi, a res potrebujemo nove učne načrte. In ko potem začneš na ta način secirati, potem rečemo, ja sej, verjetno niso več samo učni načrti, mogoče bi bilo treba pa nasploh razmišljati o novem konceptu poučevanja. Zdaj mi pa povejte junaka, ki se bo tega lotil, in so, mislim, res, jaz marsikaj, kar ste rekli, takoj podpišem, kritiko, je pa res, da na drugi strani, da ljudje na ministrstvih si prizadevamo stvari izboljšati, da je pa težko. Kar se pa tiče razvojnega denarja, pa recimo ste omenili, koga je v resoluciji za tuje jezike, ste zraven dodali, da za druga področja je pa tudi veliko denarja, tako da, ko gledamo na jezikovno politiko, je treba dejansko videti celotno sliko, in tuji jeziki so pač del te slike in bodimo iskreni, v Sloveniji se je vedno reklo, da dobro govorimo tuje jezike, mogoče pa to tudi ni najbolj problematično področje jezikovne politike, ta hip, recimo imamo te prikrajšane skupine, dobro, zdaj je veliko za slovenski znakovni jezik, pa za integracijo priseljencev, pa materinščine in tako naprej, je spet treba razdeliti denar, ki je, in ves razvojni denar praktično prihaja iz Evrope. In tudi ministrstvo se težko zaveže znotraj ene take 5-letnega strateškega programa za več sredstev, če je pa vse v bistvu potem podvrženo delitvi denarja, ki pride razvojno in tako naprej. Zato je tudi nekaj, da tako rečem, malo previdnosti strani ministrstev, ki določajo določene vsote, ker noben, veste, budžet se sprejema za 1 leto, 2 leti naprej
in noben ne upa prevzeti nobene obveznosti, ki gre dlje od tega, ne. Tako da, čeprav so dokumenti strateški in jaz sem zelo vesela, da končno ta dokument imamo, to resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko, ker nam daje pravne podlage, da dejansko, ko pa imamo sredstva, lahko financiramo in so poti začrtane. Tako da, ne, ste tudi sami rekli, da je dobro, da te dokumente imamo, ne, in so res potrebni. Zdaj, kako pa se potem, ko pride možnost denarja, ne, zdaj k sreči, ne, so jeziki del ključnih kompetenc, imamo tu pismenost, materinščine, tuje jezike, večjezičnost, vse to je del evropskih tudi dokumentov in kot država smo seveda dolžni to podpirati in razvijati, tako da me ne skrbi, da bi denarja v nadaljevanju tukaj zmanjkalo. Res pa je, da je tudi odvisno od odzivnosti, ne, koliko se prijavljajo, koliko se financira nekih projektov, koliko ne, ste recimo na fakultetah, raziskovalnih inštitucijah aktivni, ne, in od zunaj pripeljete tudi sredstva in tako naprej. Skratka, stvari so povezane, ne, in meni se zdi krasno, da sedimo danes takole skupaj, sicer žal pred ekrani in da nek pogovor poteka. Tako da hvala kolegici Karmen in projektu Ješt za to idejo in jaz mislim, da bo še marsikaj zanimivega v teh torkovih pogovorih prišlo na dan, predvsem pa osveščanje, informiranje javnosti o stvarih se je treba pogovarjati, o pomenu jezikov je treba govoriti, tako da mislim, da smo na dobri poti. Evo, bom jaz tukaj se ustavila. Ja, jaz bom čisto kratka tukaj, ne, jaz mislim, da nisem mislila, da je vse narobe, ne, jaz mislim, da je bilo zelo veliko narejenega, ne, včasih v nekaterih obdobjih več, v drugih obdobjih manj, ampak jaz mislim, da ravno ta denar, ki je tako skromen, ne, lahko implementira in rodi nov denar, ampak ne moramo pričakovati od učiteljev, da bodo kandidirali, da bodo pisali projekte. Moramo imeti neko koordinacijsko telo, tam piše, da je zadolženo Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje. To se pravi, na teh ministrstvih mora nastati v okviru teh sredstev predvsem neka operativna baza, platforma, kjer bodo lahko učitelji potem sodelovali skozi tiste, ki bodo znali poiskati evropski denar. Ker ne morete pričakovati, da vsak to zmore. Dobiti evropski denar ni kar tako. Strukturni skladi so že v redu, ampak ne govorimo o projektih, kjer je skrajno težko dobiti denar. Zato mislim, da je pomembno, zakaj ne bi imeli spet neke oblike, nekega koordinacijskega telesa, tudi če se imenuje Svet za jezike, ki bo vključeval nekatere eksperte, ki bodo lahko pomagali ministrstvom, obema ministrstvoma, da bodo resnično teh 500 000 obrodilo 5 milijonov. Ne? To je zdaj vaša naloga. Ker če bomo čakali, učitelj ne bo posegal v to. On bo kandidiral, če bo povabljen, oziroma če bo imel pravo motivacijo od nekoga, ki bo z njim delal. Nekateri učitelji so sposobni tudi sami, se ne rečem, ampak večina pa ima dovolj drugega dela v razredu. Ne? Zato mislim, da boste morali razmisliti, kako oplemenititi sredstva, ki prihajajo tudi iz strategij. Ne? Hvala, zdaj pa predajam besedo kolegici Marjani Šifrer-Karlan. Izvoli, Marjana. Hvala, Karmen. Evo, zdaj sem pa jaz takoj 10 let starejša, sem kamero vklopila. Lepo pozdravljam vse skupaj, še posebej Karmen in sploh to možnost, da lahko smo poslušali profesor Lučko, res krasno predavanje in sem vesela, da vidim veliko mladih obrazov in s tem malo zdaj cikam na tole longitudinalno izobraževanje učiteljev in prenašanje tega znanja in ste res lepo povzela to kompleksno jezikovno politiko in hkrati še pokazala res dobro poznavanje te teorije in prakse, to, kar potem v razredu se dogaja. Ne?
Se strinjam z Bronko, da je doseči konsenz težko v Sloveniji, ne? To je mogoče ker je jezikovna politika, mogoče preveč poudarek na drugi besedi, premalo na prvi, ne vem. In tudi to, da je v resoluciji nekaj zapisano, recimo ta zadnja resolucija, tako lepo pozitivne iztočnice nam podaja. Meni so študentke španščine na fakulteti rekle, ja, saj je zapisano, super, a ne, saj krasno, ja, samo potem jih moraš razočarati in reči, ja, že, ne, ampak to še ni to, ne, ker je tukaj zapisano. Koliko časa imamo mi že zapisano to formulo M+2? Pa me to mi je nekako ena taka kost, ki me ves čas žuli. Ne vem, kaj naj si mislim, ta M+2 je pri nas že toliko desetletij rezerviran samo za gimnazijce. M+2 pogosto sploh nimajo možnosti, recimo fantje, ki izberejo lesno srednjo šolo, strojno srednjo šolo, ponavadi se šole pač odločajo za strokovne, imajo možnost tujega jezika, ne? Ampak ni nujno in seveda se potem pač odločijo za strokovne predmete in ne verjetno toliko za tuje jezike. Pa me majčkeno še zanima, kakšno je vaše mnenje o tej stari formuli M+2. Ja, ta formula je zelo stara, ker so ta srečanja ministrov sprejela to že, ne vem, v 90-ih letih. Takrat so govorili pač sosedski jezik plus, seveda sosedski jezik plus angleščina, ne? Ali pa, ne vem, sosedski jezik plus jezik, ki ti najbolj odgovarja v poklicu, ne? Tako da ne vem, kako se bo to spremenilo, ker pridejo tudi trendi, ne? Recimo, ne vem, včasih je španščina bolj priljubljena, potem seveda se kakšen drug jezik pojavlja, kitajščina se ne pojavlja prav zelo pogosto, ne? Sicer v tujini je kitajščina bolj prisotna na univerzah, ne pa v šolah, ne? Ker računajoč na to, recimo Italija ima veliko sodelovanja s Kitajsko, zato na univerzah se tudi poučuje računalnikarje in druge kitajske, mislim tudi zato, ker se veste, gre za bitko za znanje, na trgu znanja. Zdaj, pri nas je zdaj problem, ker ne samo španščina je v redu, pri nas izstopata nekako v pozabljenje francoščina, italijanščina na obmejah je v redu, ampak recimo v notranjosti Slovenije pa ne. Prav tako ne, tudi nemščina zgublja, to se pravi, ti jeziki, ki so bili tradicionalni v naših glavah tudi, da jih je potrebno znati. In potem seveda ni teh oblik, jaz predvsem sem zelo žalostna, ker sem se trudila, da sem na Univerzi na Primorskem ustanovila center za jezike, ki je poučeval 7 jezikov, v katerega se je vpisalo 450 študentov, je pač mrknil, ga ni več. Naenkrat je dovolj angleščina. To ne bo šlo, ker ni stvar v tem, da angleščina ni pomembna. Angleščina je zelo pomembna, ampak ti moraš znati tudi jezike tistih, s katerimi komuniciraš, s katerimi sodeluješ, posluješ, zato da razumeš njihovo kulturo, da si lahko vključen, ker vemo, kakšno angleščino govorimo. Jaz nisem anglist in vem, da moja angleščina ni tista, ki bi morala biti, in govorim z nekom, ki še mogoče zna manj ali pa več kot jaz, in vse skupaj je, kaj pa je, niti podobno ni pravi angleščine. Tako da ne vem, kako se bo to razvijalo, samo nujno bi bilo, da se diferencira, se pravi, da po potrebah se ponudi jezike, ki so res potrebni za mladi ljudje ne vedo, kaj bodo rabili vedno. Nekateri vejo, vsi pa ne. Potem je pa še volja staršev. V osnovni šoli je zelo močna volja staršev. Starši, pa vam povem, starši v glavnem mislijo, da je angleščina dovolj. Pa nekateri mladi tudi preveč se zanašajo, ker oni v svojem svetu, mogoče najstniškem, pač živijo na način, kjer je
veliko stvari možno doseči z angleščino, ne vidijo pa naprej 2 koraka še. Ne. Saj ravno zato me malo žuli ta srednje izobraževanje, ne, ki ni gimnazijsko, tam, kjer so še potenciali še za en tuj jezik mogoče, ne, pa saj 2 leti, ne, še za drug tuj jezik poleg angleščine. To mislim, da bi se dalo, ne, ampak predvsem z osveščanjem, ne, mladih, ne. Predvsem pa bi naše univerze morale imeti centre za jezike, ne. To imajo vse velike univerze po svetu, vam povem. V Strasbourgu, kjer sem jaz prav imela mentorico za naš center, so 4 centri za jezike na Louis Pasteurju, ne, v Strasbourgu. In tam vam povem tudi oblike poučevanja, ne, ker recimo tuji študentje pomagajo učiti njihov lasten jezik drugim in se ustvarjajo skupine, se ustvarjajo druženja, ne samo omrežja na teh digitalnih pripomočkih, ne. In ne vem, zakaj naše univerze tega nimajo. Ja, to se jaz tudi absolutno strinjam. No, to, kar bi dodala mogoče kolegici Marjani, ne, to 1+2, jaz se spomnim, mislim, to je res 20 let nazaj, ne, že odkar mi nekako zapisujemo, govorimo o 1+2. Moje izkušnje, predvsem naprimer z odločevalci so takšne, da kar malo, zelo malo odločevalcev resnično pozdravlja 1+2. Ne, in tudi v tem po moje je problem, oziroma celo, ne vem, tisti, ki so stali za belo knjigo, ne vsi, ampak določeni, ne, so pač rekli, ja, 1+2, tako kot je rekla Marjana, za določene, ne pa za vse. Ne. In to je po moje že zgrešeno, ne, ravno ta ozaveščenost, da pač nismo vsi sposobni za več jezikov, ne, in vse to potem preprečuje, da bi se pač 1+2 uveljavil. Ne. In dokler to ne bomo sprejeli in resnično, ne, čeprav je Slovenija podpisala, ne, saj 2001 se je to podpisalo v Evropi, v Bruslju, ampak moje izkušnje, no, z odločevalci niso takšne. Ne. In marsikdaj se potem, kot reče, ja, sej, a ne, gimnazija, pa potem tudi v osnovni šoli, a ne, je na razpolago, ampak se ne predstavi, ne, recimo v osnovni šoli zdaj morajo jeziki tekmovati s športom, a ne, in s takšnimi predmeti, ki so pač seveda bolj, a ne, motivacijski, bolj prijetni, z manj energije, a ne, jih lahko dosežeš določene rezultate. Tega medpredmetnega povezovanja imamo še tudi malo, ne, ker še vedno imamo neke, po moje, no, ne vem, pač nekaj v glavah, a ne, da nam to ne omogoča prestopiti meje. Tako da, ne, je še res veliko odprtih vprašanj, tako da predvsem pa res ozaveščanje, no, in ta strah, no, jaz sem tudi nekaj raziskvala o tem, ne, zakaj recimo je določenih ljudi tudi v Sloveniji strah drugih jezikov, no, in ne, kot Slovenci majhen narod in te stvari, no, če bomo to enkrat presegli, se mi zdi, da bomo verjetno lahko bolj samozavestno šli skupaj z drugimi jeziki. Izvolite, doktor Čokova, če še boste kaj dodali. Ja, ne, se popolnoma strinjam s povedanim, ne, da enostavno tale, ma ni to bitka med bi rekla, skrbjo za slovenščino in seveda to izgubo, recimo, vloge maternega jezika, kadar je več jezikov, ne. Včeraj me je nekdo iz francoske ambasade poklical in me vprašal, kaj naj stori, ker je Francozina poročena z Đorđa je Gruzijo, ne, z Gruzicem, in otroci živijo, ona dva se pogovarjata rusko in živijo pa v Sloveniji, ne. To seveda ne bom zdaj razglabljala, kaj sem ji odgovorila, ampak poglejte, kakšne situacije nastanejo. Samo da taka situacija, ne. Ti otroci, dobro, diplomatski otroci itak govorijo več jezikov, ne, in ni nobenega problema, ampak vendar je situacija, da se srečujejo jeziki, ki so neverjetno, niti ne spadajo skupaj, ne. In če bomo zdaj trdili, da zato bo tisti otrok pravzaprav prikrajšan, ne vem, očetovega ali materinega jezika, ne,
bi morali prav biti plac zvona in bi rekli, jo, zaščitimo te otroke, kaj boš z njimi, ne? Otrok zmore to. Otrok to zmore. In kaj je pomembno? Pomembno je pa res, da je dobra vzgoja in izobraževanje v prvem jeziku, da imamo dober pouk slovenščine, da imajo otroci slovenščino radi, da berejo slovenske zadeve, pa pojejo slovenske popevke, poglejte, to ni problem. Se spomnite Kristal, ko je bil po Ljubljani, ja. V Ljubljani, ki je rekel, bodite mirni, v Sloveniji je vse v redu, slišim slovenske popevke, slišim, da otroci to znajo in tako naprej. Ne bo slovenski jezik umrl, ne. In ta strah pred tem je odveč, ker enostavno, pogledajte, pa poleg tega je to evropski jezik, danes imamo vse dokumente tudi v slovenščini, mi bi morali biti brez skrbi zdaj. In s tem pravzaprav prepričati tiste, ki branijo, ne, seveda, bi rekla, ne vem, ki branijo slovenščino kot ogroženo, ne, ker ni ogrožena. Dobro, še mogoče se bi kdo javil v besedi, zdaj več ne vidim rok, mogoče, da sem koga zgrešila, ker ga ne bi rada. A mogoče povabimo še kolegico Nečakovo, ker zdaj se je pa priključila, še da povem mogoče nekaj o... Ja, prej sem jo nekaj izgledala, ne? Ja, tako, samo mislim, da se je tako odklopila. Slučajno bila odsotna, sem te izzvala, ko je bilo ugotovljeno, ali je drugi jezik sploh še potreben, ker ni več meja in ker se pač drugi jezik je eden od jezikov. Pravzaprav, kako je napisala kolegica, ti bom prebrala. Napisala, vem, sem prebrala. Si videla, ja? Okay. Hvala. No, jaz sem se pripravila, da bom udobno sedela in poslušala in izvedela nekaj novega, zlasti me zanima ta projekt in se nisem mislila oglasiti, ampak zdaj, ko ste me. Kaj mislim o tem Google svetu, a ne, ki naj bi državljanske meje izničeval? Mislim, da je to umeten svet, a ne. Pojdite na hrvaško mejo, pa boste videli, ali je meja ali ni meja aktualna in prisotna in dejanska, ne, živa meja. Glede drugega jezika, govorimo zdaj o drugem jeziku kot jeziku okolja. Tako, ja. Ker to me je malo presenetilo, da se zdaj misli, da drugega jezika kot jezika okolja v Sloveniji ni več, oziroma da ni zajet z resolucijo. Se je zajet, ampak tam je nerodno na enem mestu postavljen samo sosedski jezik, so pa tudi jeziki naših manjšin. Drugi jezik je tudi materni jezik, a ne, nekoga. Mene precej moti, da v Sloveniji govorimo o materinščini samo kot o slovenski materinščini. To je z vidika večjezičnosti po moje a priori narobe. Kajti v okoljih, kjer je prisotnih več jezikov, je prisotnih tudi več maternih jezikov. To je logično. In vsi ti jeziki so potem drugi jeziki nekoga, ki tam živi. A se strinjamo s tem, ali sem preveč komplicirano? Zelo dobro se strinjamo. Zelo, zelo po moje vsi. No, in zdaj to je življenjska stvarnost, ne glede na Google. In ali Google bo, ali Google ne bo, ti ljudje bodo živeli v tem okolju in bodo živeli v teh jezikih. Temu se strokovno reče gross bilingualizem ali pa root bilingualizem, dvojezičnost, ki je zasnovana pravzaprav na rasti iz zemlje, tako rekoč, od rojstva. In če govorimo o drugem jeziku, potem moramo razmišljati tudi o okolju, v katerem ta dva, recimo, ali pa celo več jezikov živi. In tukaj je nekoliko drugačno vse, od teorije do prakse. Ti ljudje na jezik gledajo drugače kot mi, ki smo iz nekega osredja in celo osredinjeni na nek svoj materni jezik. In dojemamo drugi jezik, zdaj bom rekla drugi jezik, ne kot jezik okolja, ampak ne moj jezik, kot nekaj tujega, kot nekaj, kar je do nas prišlo v bistvu s posredovanjem šole,
s posredovanjem medijev in tako naprej. Skratka, to so popolnoma različne situacije za mene. In zato, ko Lučka govori o problemu italijanščine na obali, slovenski Istri, kaj lahko zdaj šola naredi? Jaz mislim, da je nekje se močno zalomilo z motivacijo in z vedenjem učiteljev do tega jezika kot drugega jezika, ker upam vsaj, da italijanščina kot materni jezik deluje in se širi med populacijo, ki je to materni jezik. Jaz ne vem, to se sprašujem. Za Prekmurje lahko trdim, da tudi mešani zakoni pravzaprav niso, no, in to je spet eden od fenomenov, ki jih v osredju ne zaznavamo v tolikšni meri, zaznavamo jih na takšnem nivoju, kot je Lučka govorila. Nekdo, ki se poroči z nekom iz Gruzije, pa je ne vem odkot, ali pa je recimo Slovenec. Medtem ko je na narodno mešanih območjih mešan zakon, pravzaprav vsaj na madžarsko-slovenskem območju, pravilo. Čedalje več jih je. In ti ljudje spet drugače dojemajo svojo kulturo, svojo večkulturnost, svojo večjezičnost in tako naprej. Mislim, da sem zašla, ne vem, ali sem kaj osvetlila ali nisem osvetlila, bi pa lahko govorili to o tem v noč, dolgo v noč. Hvala. Boste kaj pokomentirala, doktor Čokova? Ne, jaz se popolnoma strinjam z Albino in tudi predvsem se strinjam s tem, da je upad motivacije učiteljev in bi rekla inercija učiteljev in premalo spremljanja teh učiteljev, ker včasih so bili zelo spremljani, ti veš, Albina, koliko smo delali z njimi, tudi to prineslo k temu, da mladi ne marajo italijanščine. Če naredite anketo, boste ugotovili, da je 50% in več je ne mara in je ne zna. In to je velik problem, zato upam, da moji bi rekla nasledniki, Irina in drugi na našem ZRS-ju, pa na oddelku za italijanistiko, da bodo stopili v te čevlje, ki so, mislim, bodo kar veliki, bodo kar veliki, ali pa jim bo tesni, ne vem, kako bo, ampak vsekakor je, če ne bo z italijanščino, zelo hudo, tudi zato, ker je materinščina malo številna, veš, tudi v mešanih zakonih pogosto govorijo slovensko, A lahko nekaj splošnega rečem, ko govoriš o učiteljih? Mene, zdaj mogoče nisem povsem informirana, pa se vnaprej opravičujem, če se je kaj bistveno spremenilo na tem področju. Ko sem jaz študirala, je bil pedagog, vrhunski pedagog in šiba božja Šmit, profesor Šmit, se spomniš, Lučka. On in, zdaj me spomnite drugega imena, se ne spomnim, kasneje je tudi pedagog, pa ne Sagadin, en drug. Skratka, ona dva sta pledirala, da naj se za učitelje pripravijo vadnice. Jaz sem bila v Belgiji dalj časa, enih 6 mesecev na enem laboratoriju psihopedagoškem, kjer so 2 leti izobraževanja posvečali praksi učiteljev. Praksi. Ti učitelji so 2 leti delali kot učitelji. In Šmit je imel idejo, da bi se tudi pri nas takšne vadnice ustanovile. Po moje se nikoli niso. Je permanentno izobraževanje, je to ono tretje, ampak kot študent, da vstopiš v študij za pedagoški poklic, si dolžan, ne glede na predmet, 2 leti opravljati konkretno prakso. A mislite, da to ne bi šlo v Sloveniji?
Jaz se spomnim tega predloga. 30 in toliko let ni šlo, 40, 50. A ne? Se spomnim tega predloga, ki je naletel na veliko nasprotovanje, če je to nekaj nazadnjaškega, ne? Da bi prisilili mlade, da stopijo v neke oblike, ne, obveznega izobraževanja. Ampak a se ti ne zdi, da pravzaprav ti ne moreš dobiti občutka, kako svoje znanje o psiholoških in pedagoških potezah uresničiti v praksi, če nimaš neke možnosti, da to preizkusiš pod vodstvom nekega strokovnjaka, ki ve, kako ta stvar teče. Sem vam zakomplicirala življenje. Ne, jaz se ukvarjam tudi na pedagoški fakulteti, ravno zdaj s prakso, tudi kot prodekanica, ne. In moram reči, da naprimer na razrednem pouku imajo največ prakse, ne, od vseh na naših programih in prepričana sem, to tudi filozofsko fakulteto poznam, mislim, daleč največ, no, mogoče vseh 5 letih, mislim, da imajo 3 mesece, ne. In dvomim, Marjana me lahko popravi, ampak vem, da nimate vi več, ne. In, ampak še to, ko mi študente sprašujemo, tako kot ste vi rekla, ne, oni zelo pogrešajo, ne, še prakso, ne. Ker dostikrat, kot ste rekla, ne morajo teorijo, nimajo kam pripeti, ne, nimajo jo pripeti, ne, na to, ne. Ampak, se pravim, ko mi pa gremo, ne, v prenovo, je pač vedno ta problem, a ne, da... In poglejte, pri pouku jezika, kjer toliko sloni na komunikaciji, ko sem jaz delala inovacijo v dvojezični osnovni šoli, smo delali z učitelji praktično, kako doseči, da bo govoril učenec, ne učitelj. Stalno se je vračalo isto. V teoriji so krasno to obvladali, ampak ko je bilo treba v razredu to storiti, prav posiljevanje, prav mučno je bilo to poslušati. In to je eden od korakov, ki bi jih bilo mogoče izpiliti v neki študijski fazi, a ne. Ko pridejo na delo in sami potem to preizkušajo, to ne gre več tako zlahka, ne. No, pa pravim, izzvali ste me, oprostite. Ja, hvala, ne. Jaz mislim, da se, ne vem, če je kdo med nami, se kdo ne strinja, da je prakse potrebno imeti več, ne, oziroma mogoče bolj tudi navezano, ne, na to, kar delamo na fakulteti, bolj tako interdisciplinarno, ne pa, da imamo predmete, ne, jaz čisto priznam, na fakulteti, kjer se profesorji prav nič ne zanimajo, torej njih ne briga, kaj bo s tem, a ne, učiteljem, ko pride tja, on pač odpredava svoj predmet in reče, mene praksa ne zanima, ne, moji kolegi, ne. In ne, to je nekaj, ne, kar sicer poskušamo premikati, ne, ampak je kar problem, no. Pri nas sicer imajo tako, da pri psihologiji, a ne, imajo tudi prakso in potem delajo, ne, imajo didaktiki tudi, potem posebej vseh specialnih, ampak še pri nas jo je malo, no, ne vem pa, kaj pravijo kolegice na jezikovnih oddelkih. Ne smete tega nas spraševati. Ne, jaz mislim, da je zelo tradicionalen pogled še na to, zelo, da sicer malo premikamo meje, ker jaz, ko sem bila študentka, nisem imela nič prakse, ne, sem šla direktno v razred, potem smo mi na romanistiki, vem, da v bistvu ilegalno jo uvedli in tako v bistvu izsilili jo. Potem smo jo podaljšali, pa tudi, ko smo jo podaljšali, je bilo vedno potem rečeno, da je še premalo, ne, vedno je bila povratna informacija od študenta, da bi si želeli še daljšo, ne. Ko pa zdaj nazadnje, ko smo jo podaljšali, je pa že bil problem pri mentorjih na šolah, ker pač to ni za njih dovolj dobro vrednoteno, ne, je to pač dodatno delo, in so rekli, zdaj je pa to maksimum, kar mi zmoremo, ne. Ja. To je pa pol seveda problem na drugi strani, kako bi morali zmanjšati neke obveznosti mentorjem, a ne. Je pa spet treba, smo pa spet pri nekem konsenzu na malo višji ravni, ki bi ga bilo treba doseči, a ne, pa stopiti malo iz dosedanjih okvirov spet, a ne, pa spet premakniti malo naprej.
Točno tako, hvala. Zdaj pa ima Meta, prosti Brigita Ornik, izvoli. Ja, mene je tale razprava spodbudila k mislim nazaj več kot 15 let, ko sem imela na praksi mojo bivšo učenko, študentko angleščine in nemščine, in sem najprej morala opraviti tečaj mentorstva študentu pri dr. Skeli. To je bil za mene zelo zanimiv izziv in sem ga tudi sprejela z veseljem in na koncu smo midve s to mojo bivšo učenko zelo sodelovali. Ona ni začela svoje prakse tako, da bi samostojno svojo uro izpeljala, ampak sva imeli v bistvu sodelovalno poučevanje in sva potem raziskovali, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj bi bilo treba spremeniti, skupaj analizirali. No, skratka, na koncu je bilo potrebno tudi dr. Skeli napisati poročilo takšnega skupnega sodelovalnega poučevanja in izkazalo se je za izjemno dobro. In tudi ta moja bivša učenka je potem rekla, velik hvala vam, ker me ni več strah v razredu, sem bolj samozavestna, lažje bom delala, sem bolj opremljena, skratka, ona še danes z veseljem poučuje in se srečujeva in je res super je bilo, no. Ja, hvala za delitev te izkušnje. Jaz moram reči, da pri nas so zdaj začeli tudi torej nekim ne pravzaprav izobraževanjem, ampak s tem, kako pripraviti mentorje na sprejem študentov, recimo tudi preko Zooma, zato da jih pač dosežeš več, torej večje število. Hvala. Zdaj pa imamo še tule Petra Trlep, kolegica iz Jeziki štejejo, ki pa dela torej v vrtcu in pravi, ko omenjate pedagoško prakso pri študentih jezikoslovcih, naj dobronamerno omenim, da v vrtčevskem okolju lahko pridobijo zelo veliko izkušenj. Res je, da se v vrtcu ne poučuje, ampak otroci preko pravšnje motivacije usvajajo sebi tuje jezike in s tem pridobijo izkušnjo in tudi začetek za naprej. Hvala, Petra, bi še mogoče kaj želeli dodati? Ja, mi imamo tudi Anito Sila, ki pravzaprav dela. Tako. Mi imamo v tem projektu 4 vrtce, torej 2 sta priključena šoli, potem sta še pa 2, tako kot ste vi rekla, in kar nekaj, ki se ukvarjajo, predvsem bi radi nekako šli proti toku, ki ga je pač ena psihologinja enkrat rekla, da v vrtcu pa nobenih jezikov nikoli ne bo. Najlepše in najlažje bi bilo. Ja, ampak... Mimika. No, za nalašč sem to pač odprla, ker zdaj le namreč prenavljajo, tudi, če kdo ve, pač tale, učni načrt tudi za vrtec, ne učni načrt, kurikulum oni reče, kurikulum, in ne vem, kako je kaj z raznojezičnostjo, upam, da so kaj odprli vrata, ampak tam je vedno bil zdaj zelo velika bojazen in moram reči, jaz sem tudi enkrat bila udeležena pri tem, ampak sploh nismo mogli prodreti, mogoče se bo pa le vendarle kaj drugače zgodilo, drugače zasukalo. Jaz zdaj sicer imam možnost, moram povedati, da mogoče bom sodelovala v tej skupini za kurikularno prenovo v osnovni šoli, tako da upam, da bom imela vendarle kakšno moč ali pa kakšno moč pri tem, da bomo lahko kaj spremenili. Bomo videli. Nekako računam na pomoč vseh vas, ki ste tukaj in na podporo. Bi še kdo želel dodati? Jaz bi se najlepše zahvalila potem naši prvi predavateljici na teh tedenskih pomenkih, ki nam je odprla kar nekaj vprašanj in iztočnic in izzivov na področju jezikovne politike v Sloveniji in vas seveda vabim na naslednji pomenek, ki vam bomo pa tudi napisali, prosim spremljajte, katere so naslednje teme. Bomo pa zdaj objavili tako za cel september in cel oktober, da se boste lahko načrtovali, katere teme bi si želeli ogledati. Zdaj pa bodo kar nekaj tujcev prihaja, pa tudi nekaj domačih gostov. Tako da najlepša hvala vsem. Hvala. Srečno. Hvala. Hvala. Srečno. Hvala. Hvala.